To so pa imenitne novice, Pija, in se že veselim posnetka in da vidim, kaj si pripravila za nas, tako da predlagam, da si vsi skupaj ogledamo, kako izgleda novi oder v Šentjakobskem gledališču. Studio Figovec, najlepša hvala za napoved. Ja, kot vidite, pa se zdaj že nahajamo nekje, kjer pa s TV Ljubljana še nismo bili. Marsikje smo bili zdaj že zunaj, a tukaj notri še ne. Zakaj gre? Lepo pozdravljeni v Šentjakobsko gledališče, na sveže prenovljen oder. S Šentjakobskim gledališčem letos praznujemo 100. obletnico delovanja tega gledališča. In če ste nas mogoče spremljali v preteklih mesecih, ste lahko že nekaj izvedeli o zgodovini. Zdaj pa vidimo, kako se zgodovina piše kar sama. Ponovno lep pozdrav. Lahko za začetek kar vprašam, kaj je tale scena za nama? Zgleda, kot da se nekaj že pripravlja. Tako je. To je scenografija oziroma scena za predstavo Strindberg, Strindbergovo predstavo Pelikana. Gre pa za predstavo, ki bo pravzaprav obeležila 100-letnico našega gledališča. Predstava Pelikan je bila prav prva predstava, ki je Šentjakobsko gledališče izvedlo 9. junija 1921. Tokrat bo v drugi postavitvi z sodobnimi igralci, z sodobno režijo, z drugačnim branjem. Režisersko taktirko je prevzel gospod Mare Bulc. In v teh dneh smo pravzaprav le še nekaj tednov, mislim, da dobre 3 tedne pred premiero. Tako da sediva pravzaprav na delčku te scenografije, ki je zelo intrigantna, zelo veliko odpira. Je pa seveda moramo opozoriti to delo še v nastajanju, tako da tukaj še ni svetlobnih učinkov, to je nekako skica tistega, kar bo potem sledilo. Upam, da v čim večjem številu pred odprto sceno, pred publiko, zelo nestrpno pričakujemo iz tedna v teden, kako nas bo država odpirala kulturne inštitucije, in upam, da se vidimo na kakšni ponovitvi, če ne prav na premieri, pa potem na ponovitvah, zagotovo. Premiera je mišljena točno 100 let po prvi premieri, tudi 9. junija? Tako je, prav na ta isti dan, 9. junija, naj bi bila premiera. Žal je tako, da smo letos zelo na trnih glede tega termina. Zelo veliko sil smo namenili temu, da vaje kljub tem razmeram potekajo. Naši igralci so se morali seveda testirati pred vajami, se pravi celotna ustvarjalna ekipa. Zelo smo spremljali vse te odklone zdaj zaradi nenormalnega delovanja pravzaprav v gledališčih in smo res se posvetili pravzaprav tej predstavi maksimalno, oziroma tudi ustvarjalna ekipa in tudi mi, ki delujemo v gledališču v ozadju. Tisti, ki delujete v gledališču v ozadju, ste poskrbeli tudi za to, da ta oder zdaj izgleda povsem drugače, kot je izgledal prej. Katere so pravzaprav vse novosti, ki jih mogoče zdaj trenutno še ne vidijo, ampak boste v posnetku prav kmalu lahko videli tudi vi, gledalci? Tega je kar veliko. Kje začeti pravzaprav? Ta projekt renovacije Šentjakobskega odra se je začel že kar pred nekaj leti. Naj poveva, da se nahaja v mestnem domu. Mestni dom je seveda last Mestne občine Ljubljana in tudi Mestna občina Ljubljana je seveda glavni in edini investitor te rekonstrukcije. Okoli 2 milijona 700 z DDV-jem je ta projekt stal, zato da bi tukaj na Šentjakobskem odru, ki ga upravljamo skupaj z Lutkovnim gledališčem v Ljubljani, danes pravzaprav stali na enem tehnološko najbolj dovršenih in pa estetsko tudi najlepših odrov v Ljubljani. To se že kar upam reči. Upam, da bomo čim prej odprli, nekaj se bo videlo zdaj iz tega posnetka v ozadju, vendar zelo drugačen občutek je sedeti v tem odru trenutno.
Inklinacija je višja, večja preglednost je, stoli so veliko večji, bolj udobni. Tudi širši? Tudi širši, naj povem mogoče kot kurioziteto, da je ta tip stola testiral pravzaprav človek, ki ima težave v hrbtenici in je veliko stolov za gledališče že preizkusil in je rekel, da ti so pa the best, da na teh se bo pa dalo sedeti. Tako da mislim, da je veliko razlogov, tukaj je tudi nova, seveda, prenovljena odzračevanje, osvetlitev je drugačna. Pogoji dela za ustvarjalce in za nas, ki delamo v gledališču, so veliko so izboljšani. Tukaj je nov lučni park, nova audio, zvočna, video tehnika, ki omogoča bistveno manj napora oziroma veliko hitreje gre in dodatni učinki so za dodaten učinek potem užitek gledalcev v našem parterju. Parter je nekoliko manjši na račun tega, kot sva že rekla, da so sedaj stoli širši in tudi bolj pregledno postavljeni pod tako nekak kotom 40 stopinj. Tukaj je tudi kabina v ozadju, iz katere se spremlja oziroma se upravlja z posamezno predstavo. Kljub temu pa je potrebno povedati, da je ta oder še vedno ohranil svojo karakteristiko iz 19. stoletja, takrat, ko je bil zgrajen. Namreč, morda, če poveva nekaj zanimivosti o tej stavbi, pravzaprav razpis za stavbo se je začel na Dunaju leta 1897. 98 so začeli graditi, 99 je bilo pa že narejeno v rekordno hitrem času. Pri tem, da stavba je takrat že stala? Stavba, takrat je bila že otvoritev. To je neverjetno za tisti čas, ko si tako predstavljamo. In stavba še vedno stoji danes po 122 letih od otvoritve. Stavba je seveda že v svojem imenu namenjena večjim uporabnikom, je mestni dom, številni različni uporabniki so se tukaj začeli svojo pot, nekaj časa so bili gasilci, sadje, zelenjava, tudi komercialna dejavnost, veliko kulturnih in pevskih, gledaliških, glasbenih, prosvetljenskih, pravzaprav tudi društvo je tukaj notri delovalo. Od leta 1985 si delimo to stavbo skupaj z Lutkovnim gledališčem v Ljubljani in mislim, da ima ta zdaj stavba pravzaprav ob tej prenovi še dolgo prihodnost, vsebine se menjajo, ljudje se menjamo, ampak neko to širše zavedanje Ljubljane, kako je kultura pomembna, kako je pomembna tudi ljubiteljska kultura, je pa nekaj, na kar smo vsi zelo ponosni, zelo izgrajujemo to zgodbo. Mi že 100 let v tej stavbi Mestnega doma od sezone 32-33 dalje. Za svoje priznanje, za svoje delovanje, smo pa ravno v teh dneh pravzaprav doživeli tudi eno zelo ljubo priznanje strani mesta Ljubljane, in sicer igralskemu kolektivu Šentjakobskega gledališča Ljubljana je bila podeljena plaketa mesta Ljubljana, na kar smo izredno ponosni. Plaketa je, se pravi, plaketa je zadaj, tukaj spredaj je ta diploma in plaketa. Tako zelo lična, predvsem pa ta simbolna vrednost, ki jo nosi za nas, biti prepoznan svojo dejavnostjo za tako visoko strani mesta, da vidi, da je to naše kontinuirano ustvarjanje, delo za mesto Ljubljana nekaj, s čimer smo močno sprijeti, tako da ne nosimo samo svojega, ne nosimo samo Šentjakobsko gledališče Ljubljana, da nimamo samo v imenu to Ljubljano, ampak da so naši igralci, naši gledalci in pa seveda naše ustvarjanje nekako usmerjeno v kulturno bogatitev tega prostora, v katerem se nahajamo. Mimo grede, mogoče načrti za poletje jih že imate, zdaj se vsi sprašujejo, na kakšen način se bodo v upanju, da se bodo kulturne institucije odprle. Načrtov je ogromno v letu, ki ga puščamo za sabo, oziroma v tej sezoni označeno s COVID epidemijo, smo imeli zelo veliko načrtov in jih konstantno bili prisiljeni tudi spreminjati. Seveda imamo načrte, da začnemo delati tudi z drugimi, na drugih projektih, kot jih je
se pravi predstavah, oziroma da začnemo izgrajevati naš repertoar, kot ga je zastavila naša umetniška vodja gospa Mojca Kreft. Težava pri našem ustvarjanju, pri naši produkciji je nekoliko v tem, ker za razliko od profesionalnih gledališč, ker imajo lahko te mehurčke gibanja bolj konstantne, so pri nas seveda člani, ki prihajajo iz različnih gospodinjstev in pa tudi različnih delovnih okolij. Zato je bilo v tem času dosti težje imeti vaje, kot sem že omenil pri Pelikanu. Smo morali res se zelo, zelo prilagoditi in upoštevati te omejitve. Čez poletje bomo seveda za razliko od drugih nekako let, sezon potegnili dalj časa naše delovanje v poletje in pa tudi prej, potem pred septembrom začeli delovati, ker preprosto časa zmanjkuje, aspiracij, želja je veliko, načrtov tudi, predvsem pa so naši igralci, eno leto niso, tako rekoč, imeli smo peščico predstav v tem času in to je premalo. Mislim, za te gledališke živali, ki rabijo konstantno dozo tega izpostavljanja, treme, oziroma ne treme, tega soočanja na gledališkem odru, to je en silovit udarec bil za vso našo skupnost gledaliških ustvarjalcev v Sloveniji in tudi za nas. In komaj čakamo, da bomo lahko začeli delati, da se spet začnejo tkiva zaraščati skupaj med nami, da se začnemo povezovati, da začnemo ustvarjati. Tukaj ogromno neke domišljije, strasti, ki preprosto morajo iti v svet, morajo iti v publiko. Mora iti v publiko in publika naj le pride čim prej, da bo lahko videla ta nov oder. Preden gremo v reklame, mogoče še čisto na kratko, česa se pa igralci najbolj veselijo tukaj, prenovljenih garderob morda? No, garderoba je seveda pomembna, pomenljivo je ali pa pomembno nekako gledalcu je seveda, kako bo njegov glas nesel. Tako da so že kar nekaj naših igralcev izrazilo željo, da pridejo na oder enkrat, ko bo prazen in da sprobajo, kako nese zvok do zadnje vrste oziroma kako se obnaša. Prejšnji Šentjakobski oder, naj povem kot zanimivost, v teh drugih gabaritih je bil eden najzahtevnejših v Sloveniji, tako da nekako se je vedelo v teh krogih, da tisti, ki je bil izgrajen, igralec, ki je bil izgrajen na Šentjakobskem odru, je pravzaprav lahko igral v najslabših pogojih, v najslabših dvoranah, ki niti niso bile namenjene gledališkemu ustvarjanju. Tukaj je sedaj drugače. Ves čas procesa prenove, rekonstrukcije je bil zraven seveda tudi strokovnjak za premikanje, za gibanje zvoka in tako naprej in so seveda s sodobnimi tehnologijami te stvari upoštevali. Kljub temu pa nimam še povratne informacije, kaj pravijo igralci. Zagotovo bo drugačen občutek, ker je drugačen pogled, druge barve so, nekoliko nižje je oder, kot je bil prvotno, predvsem pa vsa ta infrastruktura, vedno je drugačena. Naj vam pa še povem, da tudi zaenkrat še zelo, zelo diši po novem. Zaenkrat najlepša hvala, kaj več tudi o zgodovini same stavbe in pa tega odra boste pa izvedeli še po oglasih. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v Šentjakobsko gledališče. Zdaj vidite še drugo stran, kjer so ti udobni, preizkušeni stoli, kot smo izvedeli. Kaj pa se je zgodilo, na primer, s starim gledališčem? Slišim, da ste ga delno reciklirali. Res je, v bistvu smo vso našo zgodovino nismo hoteli kar tako iz rok dati. Bilo nam je zelo težko se posloviti od vseh naših stolov, od naše zavese in od naših odrskih desk, s katerimi, ker ta oder je nastal z našim prihodom v ta mestni dom, v to čudovito dvorano, ki je bila prvo preimenovana Šentjakobski oder in šele kasneje po vojni v Šentjakobsko gledališče. Tako da smo se odločili in zelo dolgo razmišljali, kako bi nekako dodali še neko dodano vrednost ali pa pridobili iz nje dodano vrednost. In ideja je zelo hitro prišla. Namreč to je bila sicer ideja našega direktorja in pa Petra Tahmajstra, če bi tem odrske deske lepo ustrezno pobrali, jih obrisali, pustili vse te odrgnine in brazgotine, ki so nastale v teh letih, naredili 3 velike
oziroma 3 različne dimenzije dali gravirati za 100-letnico. Namreč po teh odrskih deskah je igralo preko 1000 igralcev našega gledališča. Na tem odru smo naredili okoli 12 000 ponovitev. Naše predstave si je ogledalo 2 milijona ljudi, praktično vsak Slovenec. Tako da smo se nekako odločili, da po 100 letih si naši igralci in pa naši podporniki, donatorji zaslužijo košček deske. Seveda smo šli mi še malo dlje, ko so se te deske lepo žagale in rezale, smo shranjevali tudi žaganje. In to žaganje smo poimenovali švic in prah, ker je pač ta ljubezen do teh odrskih desk tako močna, da nismo želeli niti žaganja odvreči. Tudi zavesa, ki smo jo mi v našem gledališkem prostoru poimenovali Harlekin, ker on razprostre svoj plašč in pod nas skrije vse te igralce, čuva in nam da neko zavetje in občutek varnosti, smo se odločili, da dobi svoj prostor. Skratka, naredili smo take male srčke iz nje izrezali in se bomo z njimi tudi zahvalili našim igralcem in pa sodelujočim, ker hvala, ker ste del naše družine. Tako da bo tudi pristna zavesa v ličnih okvirjih za našim sporočilom. Stoli, ki smo jih pa omenjali, so bili prej modri, taki ovalni, že art dekojevski, tako da smo jih pa tudi potem naredili smo kulturni zavod, ki je ostal brez stolov, praktično niso imeli, vsakeč so mogli uporabljati stole. Tam so našli svoje mesto v okolici Medvod, ker tudi prenavljajo dvorano, zato da bodo nadaljevali našo zgodovino z njihovimi zgodbami naprej. Tako da je to tudi neka kulturna dediščina, ki se prenaša naprej ne samo iz roda v rod, z generacijo v generacijo, ampak tudi iz kraja v kraj. Namreč to gledališče je že od samega štarta izredno sodelovalo z okoliškimi društvi, z vsemi zavodi, ogromno se je izposojala scenografija, kostumi, rekviziti, tako da se še danes obračajo bodisi šole, bodisi gledališča ljubiteljska, če jim pomagamo pri postavitvah gledaliških uprizoritev z našimi scenami ali pa če jih nameravamo odvreči, da jih ne zavržemo, ampak jih podarimo naprej, da dobijo novo podobo in tako zaživijo lahko še na drugih odrih. Bilo je tudi zanimivo to pri sami rekonstrukciji, ko so se ta dela delala, namreč se je na marsikaterem zidu ali marsikateri luknji je nastala neka umetniška, bom rekla, nek umetniški motiv, ki bi ga lahko poimenovali moderna umetnost Šentjakobskega zaodrja, Šentjakobskega. Govoriva o grafitih. Ja, veš, ko so se take žičke pojavljale, slikarije, freske, potem različni materiali, namreč našli smo različne opeke, trske, šipove veje, in ko si to dejansko fotografiral, bi dejansko lahko bila tudi moderna umetnost, mislim, 21. stoletja. Tako da tudi na to temo smo shranili kar nekaj fotografij, smo jih sproti objavljali in bo verjetno tudi prihodnje enkrat doživela neko posebnost, neko razstavo, kaj vse smo zaznali na zidovih pri prenovi rekonstrukcije. Sicer te zidovi zdaj bom rekla, prenovljeni naši učenici, ki je dobila popolnoma drugo podobo, nameravamo v prihodnjih dneh, mesecih opremiti tudi s fotografijami predstav in igralcev, tako Šentjakobskega gledališča kot Lutkovnega gledališča. Namreč ta oder si delimo in smo dobri prijatelji in sodelavci, tako da si v nekem pogostitvenem prostoru zaslužimo enakovredno obravnavo. V fojeju bo pa predstavljena zgodovina mestnega doma, ki je zaznamovala ta mestni okraj tudi takrat v času Hribarja, nekdanjega župana, je bila to največja zgradba na tem trgu. Sama podoba, ki jo je podal Ciril Metod Koh, je zaznamovala Dunajsko secesijo in jo prinesla še v ta del Ljubljane. Tako da iz reševalnih postaj, gasilskih društev, mestnih stražnikov in pa tudi stanovanj, ki so bila v teh nadstropjih tukaj gor, danes domujeta 2 gledališči, eno je Lutkovno gledališče in drugo je Šentjakobsko gledališče. Morda bi rada povedala še to, da nas ljudje velikokrat zamenjujejo. Zapomnite si tako, mogoče bo najlažje. Lutkovno gledališče,
so lutke in igravci, njihov dramski oder. Šentjakobsko gledališče smo pa igravci s predstavami za odrasle, otroke in mladino. Od samega začetka, odkar delujemo, je s poudarkom na odraslih predstavah. Tako da pri nas smo ljubitelji, kjer igravci igrajo brez plačila in na leto našemu gledališču podarijo 15.000 ur vsi skupaj. In Lutkovno gledališče je javni zavod pod okriljem Mestne občine Ljubljana, ki se največ ukvarja z uprizarjanjem lutk. Tako da, če boste zdaj vedeli, nismo eno in isto, smo pa skupaj v isti hiši, ki jo imenujemo Mestni dom. Tudi vhodi se razlikujejo? Ja, in tudi blagajne. Tako da, ja, mi imamo v bistvu tako, pri njih prideš iz trga, ker imajo veliki pa mali oder, mi smo pa stranski vhod, ki je tudi nastal kmalu po vselitvi našega doma, v ta mestni dom, ko smo se leta 1932 vselili, smo naredili stranski vhod pri tunelu, tam nas tudi krasi stari emblem, logotip Šentjakobskega gledališča, še danes, 100 let star, tako da, evo, tam nas najdete in prijete v prvo nadstropje na Šentjakobski oder, prenovljeno dvorano, kjer se srečate in uživate v predstavah naših igralcev. In kjer si resnično ne moremo predstavljati, kako so včasih od tukaj oziroma iz spodnjih nadstropij zelenjavo nosili na tržnico. Mogoče še kakšna beseda o tem, kaj vse se je v času, ko je že bilo Šentjakobsko gledališče tukaj, še dodvijalo v tej stavbi. Se pravi, za gasilce smo slišali, je res, da so bili tukaj tudi vohuni? Tako bom rekla zdaj, če se vrnem mečkaj nazaj. Seveda, ta mestni dom je odprlo vrata prvenstveno mestnemu vodovodu, elektrarni, reševalni postaji in pa gasilskemu društvu. In spodnji prostori so bili za hranjenje gasilskih vozov in pa vozil. Reševalna postaja mečkam kasneje, gor v prvem nadstropju, tem, ko smo zdaj, so bili nekako mestni stražniki, mestni vodovod, mestne elektrarne in še više so bila stanovanja mestnih stražnikov. Kako je točno vse po letih kasneje šlo, je nekako, čim se je neka nova zgradba zgradila, se je preselil pač ta odsek. Seveda na koncu smo nekako ostali po vojni mi in od spod počasi so dobili prostore sadje in zelenjava. Pomeni, da so zjutraj odpeljali vso sadje in zelenjavo na bližnjo tržnico in tudi seveda je bil neprimeren vonj po letnih mesecih, namreč naša dvorana je imela naravno zračenje skozi rozete gor, smo nekako usklajevali, vendar ta vonj ni bil več znosen, zato se je tudi za njih poiskalo druge prostore in takrat je pridobilo Lutkovno gledališče, ki so bili razseljeni po celi Ljubljani, tudi prostore spodaj, da so si lahko uredili nov oder za delovanje. Da bi se nekako vzporedno še dogajale neke druge stvari, težko govorim na pamet. Seveda pa so v ta mestni dom kasneje, naprimer, v tem prostoru dobili prostore Perpetuum Jazzile, slovenski pevski oktet kot zbor, potem Zveza kulturnih društev Ljubljana, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Izpostava Ljubljana. Teh dejavnosti je potem kar več naneslo in postali smo souporabniki tega prostora, tako da nekako Lutkovno gledališče spodaj upravljajo s prostori, mi smo v prvem nadstropju, kasneje se je pa potem seveda naredila še nadgradnja zgornjih prostorov v oder pod zvezdami, s katerimi tudi danes in pa celotnim mestnim domom upravlja Lutkovno gledališče. Ja, kar veliko enih stvari. Mislim, da pa nam je za danes zmanjkalo časa, tako da razen, če ni kaj še res pomembnega ali zanimivega iz zgodovine, mogoče raje prihranimo za drugič. Najlepša hvala, da sta nas danes gostila na tem novem odru. Kot rečeno, moram povedati, res so udobni stoli, tako da jih le pridite preizkusiti ob prvi možni priložnosti. Tako da ja, še enkrat najlepša hvala, po oglasih pa se vračamo nazaj v studio Figovec.